Vsi želijo vedeti, kaj se dogaja v Beli hiši. Poslušajmo, kaj je pravkar povedal predsednik Trump. Je ta vojna končana? Mislim, da je skoraj končana. Mislim, da je zelo blizu konca. Veste kaj? Če bi se zdaj umaknil, bi potrebovali 20 let, da bi ponovno zgradili to državo. V redu, torej na eni strani Mark prav, predsednik Trump je pravkar v bistvu rekel, da je vojna končana. Po drugi strani pa poslušaj še nekaj, kar je rekel tokrat zunaj Bele hiše. Lahko ti povem, da nas je druga stran poklicala. Zelo si želijo skleniti dogovor. No, kje je torej konec igre? Rekam si, da je bilo zaradi jedrskega orožja. Bilo je zaradi jedrskega orožja, zelo podobno. Ja, zelo dobro, očitno poslušaš. Gre za to, da nikoli ne bodo imeli jedrskega orožja. Iran, zapomni si to, Iran ne bo imel jedrskega orožja. Mislim, da bodo na to pristali. Skoraj prepričan sem v to. Pravzaprav sem prepričan. Če ne bodo pristali, dogovora ne bo. Nikoli ne bo dogovora. Preden začnemo, Mark, bi rada povedala našim gledalcem, da je danes sreda, 15. april. In vem, da ste nekateri rekli, da je res pomembno, da to poudarimo, glede na zelo pester novičarski cikel, v katerem smo vsi v teh dneh. V redu, jaz sem Ruthie Blum. Sem v studiu JNS in nadaljavo se mi pridružuje moj sovoditelj Mark Regel. Torej, Mark, kaj meniš o tem, kar je rekel predsednik Trump? Je ta vojna končana? To je dobro vprašanje in mislim, da je odvisno od tega, kako definiraš vojno. Je mogoče, da je najintenzivnejši del končan? Ne vem, predsednik preseneča svet. In kar je še pomembneje, preseneča Irance, kar jih drži v negotovosti. Mislili so, da imajo svet v šahu. Mislili so, da imajo svet na milost in nemilost, ker nadzorujejo Hormuško ožino. In mislili so, da bo ves svet prišel k njim. Slišal sem celo nekatere komentatore, ki so rekli, da je to skoraj tako, kot da bi imeli jedrsko orožje, ker je ves svet potreboval to nafto iz ožine. In kaj je naredil predsednik Trump? Rekel je, če boste vi blokirali ožino, jo bom blokiral tudi jaz. In na mnoge načine mislim, da je nevtraliziral njihovo sposobnost, da držijo vse adute v rokah. Mislim, da je bila to zelo pametna poteza. In pričakoval bi, da bomo, ko se bo to nadaljevalo, verjetno videli še več takšnih potez. Seveda, popolnoma se strinjam. In veste, skoraj zavajajoče je reči, da je blokiral ožino ali Hormuško ožino. Kar je dejansko storil, je bilo to, da je blokiral vse dostopne točke, vse iranske pristanišča, tako da Islamska republika ne more izvažati nafte in plina. In to je vir njenega denarja. In ji dejansko duši, imaš prav. Rekel je, vi odprite ožino. In režim Islamske republike je pobiral pristojbine. Rekli so, da ne, držali so Hormuško ožino za tavca. In predsednik Trump jih je prelisičil. Rekel je, ja, vam bom pokazal. Kdo ste vi mali diktatorji? Ne, dokler sem jaz tukaj. In tako je on preprečil Iranu dostop do kakršnega koli zaslužka. In to bo, kot je že, iransko gospodarstvo je res uničeno. In to bo še poslabšalo stanje. Zdaj, ampak vprašanje tukaj je, ali blefira. Po eni strani je rekel, da jim dajemo 2-tedensko prekinitev ognja. In verjamem, da se to konča nekje naslednji teden, morda okoli izraelskega dneva neodvisnosti. Ampak rekel je tudi, brez jedrskega orožja. Ne smejo imeti jedrskega orožja. Ne smejo imeti obogatenega urana. Ne smejo imeti niti jedrskega prahu, če se tako izrazim. In nikoli ne smejo imeti možnosti obogatiti urana. V redu? In ljudje, ki so prišli na pogajanja z J.D. Vanceom, s podpredsednikom J.D. Vanceom in Stevom Witkoffom ter Jaredom Kushnerjem, so po 21 urah sestankov odšli. J.D. Vance je rekel, ne, dosegli smo velik napredek. Ampak v bistvu je naša rdeča črta. Brez jedrskega orožja. In oni so rekli, ne, v redu. Potem so bila ta poročila, za katera mislim, da so popolnoma lažne novice, ki so trdila, da se bo Amerika strinjala, da jim bo čez 20 let dovolila začeti bogatiti uran. Ampak potem bi bil ta dogovor, tako imenovani dogovor, skoraj enak Obamovemu JCPOA-ju.
Tako da nisem verjela tem poročilom in vsemu temu, ampak bistvo je tole. Ko rečeš, da je morda konec visoko intenzivnega dela vojne, kaj ne? Ne vidimo, da bi iz Irana letele rakete. Prav tako Izrael in ZDA ne izvajajo napadov na Iran. Vendar pa je bil Izrael vsak dan in vsako noč obstreljevan z raketami Hezbolaha iz Libanona, večinoma na sever Izraela. Ampak veste, Izrael je zelo majhna država in severni Izrael predstavlja velik del nje. Zato bi rada, da se pogovorite tudi o tej temi, o ločitvi Hezbolaha od Islamske republike. In povejte mi malo o tem, kaj se je pravkar dogajalo v Washingtonu glede Libanona in Izraela. Torej, z vašim dovoljenjem, Ruti, bom začel z Iranom. Rekli ste, da je blokiral ves izvoz nafte iz iranskih pristanišč in to je pravilno. In kot ste tudi zelo pravilno povedali, je to njihova življenjska žila. Ja, kaj bodo storili, če ne bodo mogli prodajati svoje nafte? In on jim je spet odgovoril, veste, lahko rečeš zob za zob. On je šel naravnost tja in so rekli, ti to delaš, torej lahko tudi jaz. Tudi meni ni jasno, ampak očitno ima možnost, Ruti, če želi blokirati uvoz v Iran, kaj ne? Ker mu daje veliko vzvod, veliko orožje, ki ga lahko tam uporabi. Ker če lahko prepreči vstop blaga v iranska pristanišča, mislim, teoretično, sem prepričan, da Iran ne prideluje vsega, kar potrebujejo za svoje ljudi. Res ima možnost omejiti, kaj lahko vstopi, če se odloči to uporabiti. Zelo zanimivo bo. Zdaj je pad položaj, ker so Iranci uvedli svojo blokado. On jim je uvedel blokado. In trdim, da bodo Iranci zdaj vse bolj trpeli, ker ne morejo, veste, veliko pritiska je nanje strani njihovih prijateljev, bodisi Kitajcev ali drugih, ki jim bodo rekli, poslušajte, to ni vzdržno. Ne? Če ne morete izvažati svoje nafte, je edini razlog, da vas imamo radi, prav vaša nafta. In če ne morete izvažati svoje nafte, je to problem. In mislim, da bo na Irance vedno večji pritisk, da pristanejo na kompromis. In vprašanje je, po mojem mnenju, se bodo spet srečali J.D. Vance in Witkoff, ter Kushner bodo ponovno z iransko ekipo na drugem krogu teh pogovorov. In edino resno vprašanje je, ali bodo premostili razlike in ali bo mogoče najti rešitev. Rad bi vam povedal, kakšno je moje mnenje. In sicer, prvič, najpomembnejše vprašanje v pogovorih je jedrsko vprašanje. Kajti v trenutku, ko to rešite, se lahko vprašanje o ožinah in vse ostalo postavi na svoje mesto. Seveda bi si želel spremembo režima. Seveda bi si želel balistične rakete. Tudi posredniške skupine bi si želel, vendar verjamem v postavljanje prioritet. In najpomembnejša stvar tukaj je, mislim, da ima predsednik Trump 100% prav. Moramo se osredotočiti na jedrsko vprašanje, ker je to najpomembnejše. Vse ostalo je majhno v primerjavi z jedrskim vprašanjem. Ne smemo dovoliti, kot je predsednik večkrat povedal, ne smemo dovoliti temu režimu, da ima jedrsko orožje. Zdaj, ne, mislim, da to, o čemer govorijo Američani, o čemer govori Trump, vi ste izrazili skrb, da bi to lahko bila le še ena ponovitev JCPOA, Obamovega propadlega jedrskega sporazuma. In jaz bi trdil, da ne, sploh ne kaže, da gre v to smer. Ker najprej, predsednik zahteva odstranitev vsega obogatenega urana, ki je trenutno v Iranu. Ali gre v Rusijo ali kam drugam, me ne moti. Ampak ves ta uran mora oditi. Z drugimi besedami, ko bo ta postopek končan, Iran ne bo imel nobenega obogatenega urana. Razumem, da je predsednik tudi zelo, zelo odločen in da ne morejo obogatiti dodatnega urana. Ne morejo obogatiti več urana. In takoj, ko se lotite teh vprašanj, mislim, da se ukvarjate z njihovo sposobnostjo izdelave bombe. In ste v veliki meri preprečili, da bi se to zgodilo. Zdaj izražate zaskrbljenost, da so Američani postavili tega 20-letnika. Ne, oprostite. Dovolite, da vas prekinem. Rekla sem, da so to povedali mediji, ki širijo lažne novice. Rekla sem, da je to lažno poročilo. Axios, New York Times. Ne. Tega ne verjamem, prav zato, ker bo to samo še en JCPOA. Ne verjamem, to širijo mediji, ki objavljajo lažne novice. Torej, še enkrat, če dobiš rok, ki se izteče šele čez desetletja, kaj ne? Jaz bi si želel, da sploh ne bi bilo časovne omejitve, ja.
Ampak še enkrat, jaz sploh nočem nobene časovne omejitve. Ampak mislim, da če začneš govoriti o nečem, kar je oddaljeno 50 let, in to je prednost za Irance. In kdo ve, kaj se bo zgodilo v naslednjih 50 letih, kar se tiče tega režima, mislim, da se lahko s tem igraš. Zdaj, jaz se s tem nočem igrati. Raje imam nekaj nedvoumnega. Ampak če se pogajaš, mislim, da je to tista vrsta vprašanja, kjer jim morda lahko pokažeš, daš nekaj simboličnega, kot naprimer za naslednjih 50 let. Veš, 20 mi ni všeč, 20 je preblizu, 20 mine zelo hitro. Ampak mislim, da če lahko dosežeš dogovor, ki dejansko, kaj je bil problem z JCPOA, z Obamovim dogovorom? Pravzaprav nikoli ni naredil tega, kar bi moral. Nikoli jih ni ustavil pri pridobivanju jedrskega orožja. O čemer Trump dejansko govori, je, da jih ustavi pri pridobivanju jedrskega orožja. In to je ključna razlika. Ključna razlika. V redu, torej, poslušaj, Mark. Pozabi na to. Veš, dogovor se lahko doseže, če s tem režimom ni mogoče doseči dogovora. V trenutku, ko je kakršenkoli dogovor sklenjen s katerimkoli od trenutnih voditeljev, ki niso bili odstranjeni, ubiti ali uničeni v zračnih napadih, vsak, ki še ostane, je sovražnik Združenih držav, zagotovo Izraela in Zahoda. In edina razlika med tistimi, ki pravijo, da bi morali skleniti dogovor, kot je predsednikova pozicija, je ta, da je besen, ker se je ekipa vrnila iz Irana brez dogovora. Ni to, da je zmeren. Razlika med zmernimi, tako imenovanimi zmernimi, in skrajneži je v tem, da zmerni verjamejo v zavajanje Zahoda, v načelo islama, ki pravi, da lahko lažeš. Pravzaprav naj bi lagal, da bi dolgoročno dosegal, kar želiš, če imaš potrpljenje. In drugi, ki pravijo, ne, mi niti lagati nočemo. Čakamo na 12. imama in vse to, ker so vsi fanatiki in vsi zlobni, del zlobnega režima. In verjamem, da če jim preprečite, da bi imeli jedrsko orožje in jim preprečite izvoz nafte, potem režima ni več. In to je lepota tega. Ves čas ponavljaš, da jaz, zahtevam popolnost. Režim bo padel, če ne bo imel kisika. In če bo še naprej nepopustljiv, dejansko verjamem, da bi se lahko znova zatekli k vojaškim sredstvom. Tega ne izključujem, Ruti. Tega sploh ne izključujem. Mislim, da je povsem mogoče, da se znova zatečemo k vojaškim sredstvom. Ampak tukaj bi rad citiral dva pomembna voditelja. Netanjahu je javno povedal, da ne bodo imeli obogatenega urana, da ne bodo imeli možnosti za nadaljne obogatitev. Rekel je, da je to mogoče doseči z diplomacijo ali pa z vojaško silo. Lahko uničimo, kar imajo. Kaj pa pravzaprav pravi? Pravi, da obstaja diplomatska možnost. In ko je predsednik poslal to ekipo, ki jo vodi podpredsednik, da se pogaja z Iranci, je jasno, da ni nobenih pogajanj z iranskim režimom. Če rečeš, da si proti pogajanjem z iranskim režimom, je to lahko tvoje mnenje in to lahko spoštujem. Ampak to ni tisto, kar se dogaja. Pogajanja z iranskim režimom potekajo. In cilj je doseči dogovor, za razliko od JCPOA, dogovor, ki dejansko opravi svoje delo. Zdaj mi lahko rečeš, da misliš, da je to nemogoče. In odločitev še ni padla. Vse, kar pravim, je to, ker nisem prepričan, da se lahko Iranci strinjajo z rdečimi črtami, za katere Amerika in Izrael menita, da so minimum, ki se mora zgoditi v teh pogajanjih. Ampak tega vnaprej ne izključujem. Mislim, da glede na vso to škodo, ki smo jo povzročili Irancem, ali je mogoče, da bodo pristali na stvari, na katere v preteklosti nikoli niso pristali. Mislim, da ne. In če bodo vztrajali in bomo nadaljevali z vojaškimi akcijami proti njim, se morda približujemo temu cilju. Jaz bi trdil, da se ni treba vrniti v popolno vojno. Lahko bi izvedli kaj ciljanega, lahko bi prevzeli tisti otok, kjer gre vsa nafta. Lahko bi izvedli omejeno uporabo kopenskih sil tu in tam za uničenje jasno določenih ciljev. Lahko udarite, na različnih mestih, ne da bi se vrnili v popolno vojno. In seveda imate možnost, če nimate druge izbire, da se vrnete v popolno vojno, kar pomeni napade, nadaljevanje napadov proti iranskemu režimu. Ampak meni je jasno, da Trump daje prednost dogovorjeni rešitvi, če jo lahko doseže. V redu, kar si resnično želi, je, da Islamska republika kapitulira.
To je dogovor. Vi kapitulirate, mi zmagamo, vi izgubite. Kaj pravite na takšen dogovor? Drugič, to nas pripelje do Hezbolaha v Libanonu. Zakaj? Zato, ker so pogajanja, ki potekajo v Washingtonu, brez primere. Izraelski in libanonski pogajalci se srečujejo pod okriljem državnega sekretarja Marka Rubija. In zdaj mnogi pravijo, glejte, ničesar ne morejo storiti, ker se pogajajo med seboj. Medtem pa Hezbolah izstreljuje rakete. Tukaj, če vzamete to kot primer tega, kar mislim, da potrebujete tako vojaško kot diplomatsko rešitev. V vsem tem času, med temi pogovori, Izrael ni prenehal voditi vojne proti Hezbolahu. Glavni razlog, da ti pogovori z Libanonom sploh potekajo, je ta, da Libanon sam ni mogel ali ni želel premagati Hezbolaha. Najprej, Hezbolah je globoko vpet v libanonsko vlado in vojsko in tako dalje. Toda libanonski narod je naveličan, tako kot iranski narod. Zdaj moramo reči samo eno besedo o iranskem narodu, ki je v vseh teh razpravah o jedrskem orožju in vsem ostalem vedno potisnjen na stranski tir. To obdobje, ko ni izstreljenih raket, bi lahko pomenilo, da se v ozadju dogaja nekaj, kar pomaga iranskemu narodu, da se pripravi na izhod na ulice. Zdaj so jih pobili na 10 tisoče, mimogrede. Trenutno je to zelo nujno. Ker prihajajo plačanci, prihajajo milice iz Iraka, da bi pomagali režimu pobiti še več, usmrtiti še več nedolžnih Irancev. Ne smemo jih pozabiti. In ne pozabimo, da je Trump že tedne pred 28. februarjem, ko se je vojna začela, rekel iranskemu ljudstvu, pomoč je na poti. In ja, to jim pomaga. In čeprav živijo v popolnem, rekla bi, kaosu, strahu, še vedno pravijo, da želijo, da predsednik Trump in premier Netanjahu dokončata delo. Želijo, da še naprej napadajo predstavnike režima. To si res želijo. In zato mislim, da jim moramo pomagati. Prav tako kot zdaj, ko smo imeli dan spomina na holokaust in pravimo, nikoli več, nikoli več. In Jude so se upravičeno pritoževali, kako je svet med holokaustom obrnil hrbet judovskemu narodu. Tudi iranskemu narodu ne smemo obrniti hrbta. Ob tem sta tako predsednik kot predsednik vlade povedala, da je to naloga iranskega naroda. Tako je. S tem, ko slabimo režim, jim dajemo priložnost. Pravilno. In mislim, da tega ne moremo storiti namesto Irancev za iransko ljudstvo. Ne, ampak za oslabitev iranskega režima ne moreš sklepati dogovorov z njim. Potem si spet na začetku. Še enkrat, rekel si, da želi Trump, da kapitulirajo. Želi dogovor. Enkrat je rekel, brez povojna predaja. Predaja. Če se res predajo in mu dajo vse, kar želi glede jedrskega vprašanja, Ruti, potem bo prišlo do dogovora z iranskim režimom. Ne gre samo za jedrsko vprašanje, oprosti. So tudi balistične rakete, so teroristične proksi skupine. Ne, predaja ne pomeni samo jedrskega vprašanja, čeprav je to ključno, ja, ker potem sledijo vse aretacije. Ruti, vse, kar pravim, Ruti, je, da želim spremembo režima v Iranu. Mislim, da si vsi želijo videti spremembo režima v Iranu. Predvsem si ljudje v Iranu želijo videti spremembo režima v Iranu. Samo pravim, da nisem prepričan, da lahko na tem gradiš politiko. Rad bi te spomnil, in to sem že povedal v tej oddaji, da je med operacijo 25. junija in izbruhom ljudske vstaje proti vladi minilo 6-7 mesecev. In ko se bo ta vojna končala, to še ne pomeni, da je sprememba režima izključena. Da, sprememba režima je še vedno mogoča, morda celo še bolj verjetna. Ne pravim, da je to politična možnost, ne pravim, da bomo vojno nadaljevali, dokler ne pride do spremembe režima. Mislim, da tega nihče ne pravi. Mi boste dovolili, da se dotaknem vprašanja Libanona, ki ste ga povsem upravičeno izpostavili, ker je v novicah in je pomembno. Vendar je nekaj zelo nadrealističnega v tem, kar se dogaja v Washingtonu. Ker, mislim, pogovarjamo se z libanonsko vlado. Libanonska vlada pravi, da želi imeti dobre in mirne odnose z Izraelom. In ali lahko rešimo vse težave? Zakaj pravim nadrealistično? Ker je libanonska vlada šibka,
Libanonska vlada žal pravi prave stvari in v zadnjem času vse pogosteje govorijo prave stvari. Ali imajo sposobnost uresničiti katero od svojih lepih izjav? In tukaj je vprašanje zelo odprto. Ker če pogledamo dejstva, sprejeli so odločitev, kaj je bilo to, pred 3 tedni, da izženejo iranskega veleposlanika. Tudi tega niso mogli narediti. Niso mogli niti izgnati iranskega veleposlanika. Zdaj so sprejeli vse te nove zakone in so razglasili iransko revolucionarno gardo za nezaželeno. Veste, morajo oditi. Hezbolah se mora razorožiti in vse te stvari, ampak nimajo moči, da bi to uresničili. In tako, čeprav si želimo miru v Libanonu, moramo razumeti, da libanonska vlada govori prave stvari, se srečuje z nami in želi razpravljati o miru, je vse to zelo dobro. In ne bi smeli, vedno pravim, če arabska država želi skleniti mir z Izraelom, se pogovorimo. Ni razloga, da bi zaprli vrata. Toda moramo razumeti, da je Hezbolah danes žal prava moč znotraj Libanona. In zato bo, vojaški poraz Hezbolaha strani Izraela ustvaril pogoje za mir med Izraelom in Libanonom. Mislim, da je to povezano tudi z iranskim vprašanjem. Namreč, če bo Iran iz tega konflikta izšel šibkejši, razorožen, šibkejši ekonomsko, šibkejši vojaško, šibkejši politično, to pomeni, da bo njihova sposobnost pomagati Hezbolahu, da se ponovno vzpostavi, veliko manjša. Veliko manjša. Kar pomeni, da to, po mojem, tudi krepi možnost dogovora z Libanonom. Ampak vse je odvisno od vojaškega poraza Hezbolaha, ker brez tega imajo oni vse adute v Libanonu. Te adute jim je treba vzeti. Popolnoma se strinjam. Razlika zdaj je v tem, da ni libanonska vlada močnejša ali libanonska vojska močnejša. Pravzaprav se Hezbolaha bojijo in so tudi infiltrirani strani Hezbolaha. Lepota tega srečanja je v tem, da Libanon to prvič po svoje dejansko priznava. Priznavajo, da Izrael dela dobro stvar, ko se bori proti Hezbolahu. Namesto da bi rekli, bombardirate našo državo, uničujete našo državo. Končno slišite glasove iz Libanona, ki pravijo, nočemo, da bombardirate našo državo. Najprej veste, Hezbolah uporablja civilno infrastrukturo za izvajanje svojega terorizma, tako kot Hamas, tako kot Islamska republika in tako naprej. To je njihov način delovanja, kaj ne? Skrivajo se za civilisti. In zato Izrael pravi, civilnemu prebivalstvu naroča, naj se evakuira. In v tem primeru pojdite na sever, pojdite čez reko Litani in tako naprej. Ampak to je prvič, da libanonska vlada ne napada Izraela zaradi tega. Torej, če bi Libanon rekel, glejte, sklenimo dogovor, mi smo samo šibki, veste, prosim, nadaljujte z bojem. In to ni tisto, kar pravijo, ampak je do neke mere nakazano, ker niso zahtevali, da prenehamo obstreljevati Hezbolah, medtem ko so šli v Washington, medtem ko se je skupina sestala v Washingtonu. Torej, je to namig. To je dober znak, da niso rekli, sprva so rekli, da dajmo imeti prekinitev ognja tudi s Hezbolahom, in potem bomo imeli pogovore. Ne, in Izrael se s tem ni strinjal. In predsednik Trump ni vztrajal pri tem. Ni vztrajal, da bi Izrael prenehal obstreljevati Hezbolah med to prekinitvijo ognja z Iranom. In Libanon na koncu ni vztrajal, da bi to bila predpogoj za srečanje v Washingtonu s sekretarjem Rubijem. Torej so to vse dobri znaki. Ampak brez vojaškega poraza bo Hezbolah, veste, Hezbolah, spet, oni so tam kot ščurki. Nekatere ubiješ, potem se jih pojavi še več. To je treba rešiti. Vojaško ni dovolj, ampak rešiti je treba s pritiskom z vseh strani. Vojaški pritisk je ena od oblik. Mislim, da je vojaška komponenta bistvena. Ni samo ena oblika, je bistvena. In mislim, da imamo dobro karto, ki jo lahko izkoristimo, ker, kot veš, Ruti, imamo trenutno veliko izraelskih kopenskih sil v južnem Libanonu, ki se tam na jugu ukvarja z Hezbolahovo infrastrukturo. Seveda ima Hezbolah infrastrukturo tudi na severu. Nekatere rakete izstreljene na Izrael so izstreljene iz drugih delov Libanona, ne iz juga.
Kaj pa je tukaj ključna sprememba? Ker je Izrael na terenu in Izrael je rekel, obrambni minister je rekel, Izrael Katz je rekel, da bomo ostali v Libanonu, dokler ne bomo prepričani, da se Hezbolah ne bo vrnil na jug in predstavljal grožnje Izraelu. Z drugimi besedami, imamo adut pri mirovnem sporazumu z Libanonom. V trenutku, ko lahko zagotovite, da lahko libanonska vlada zagotovi, da Izrael ne bo soočen s sovražnim ognjem iz Libanona, ne s strani libanonske države, ampak z libanonskega ozemlja. Govorim seveda o Hezbolahu, potem ostanemo tam, kjer smo. In mislim, da je to zelo močen vzvod. Ideja, da se Izrael umakne in da je tam neka sila ZN, to smo že poskusili, pa ni pomagalo. Izrael bo ostal na jugu Libanona. Namesto mirovnega sporazuma, ki bi razorožil Hezbolah in zagotovil libanonsko suverenost na jugu Libanona. Ne nekaj kvazi, kaj želim tukaj povedati, ne samo, veste, nekaj, kar je simbolična libanonska prisotnost, ampak resnična prisotnost libanonske vlade in ne Hezbolaha. Torej imamo to karto, ki jo lahko izkoristimo. Uporabiti jo moramo ob pravem času in to bi morala biti spodbuda za Libanon, da stori prave stvari. Če želite, da Izrael zapusti jug, morate razorožiti Hezbolah. Poskrbeti morate, da Hezbolah ne predstavlja grožnje za Izrael. Njihova sposobnost, da to storijo danes, je zelo omejena. Zato bomo v južnem Libanonu ostali tudi v dogledni prihodnosti. Seveda. In povedala vam bom še nekaj, kar mi je prišlo na misel glede Libanona in zakaj. In morda ima libanonska vlada oči uprte v Abrahamove sporazume. Saj zakaj gre? Kaj pa libanonski politiki? Čemu so priča? Priča so popolni preobrazbi svetovnega reda. Predsednik Trump napada države NATO, ker ne prispevajo svojega deleža. Vidimo, da so države Abrahamovih sporazumov. Pod napadom Irana med to vojno. Na njih je bilo izstreljenih več raket kot na Izrael. Torej, to, kar vidite, je prerazporeditev. In morda Libanon pravi, wow, to, veste, omenili ste te mednarodne sile, kot je UNIFIL. Ne samo, da je bil UNIFIL v Libanonu neuporaben, ampak je bil tudi v spregi s Hezbolahom in je počel to, kar ZN vedno počne. Obsodil je Izrael, rekel je, da smo namerno streljali na sile UNIFIL, to je bila laž. V redu, bili so v spregi z njimi, tako kot je bila UNRWA v spregi s Hamasom. Morda libanonska vlada pravi, glejte, tukaj je naša priložnost. Vidimo, kako Evropa napada predsednika Trumpa in Izrael. In pravzaprav države Abrahamovih sporazumov stopajo v ospredje. Torej, če pride do prerazporeditve, bi Libanon verjetno raje bil pod tem zaščitnim, recimo, dežnikom. Se strinjam in mislim, da govorimo o večji regionalni spremembi, ki se je začela z Abrahamovimi sporazumi v prvem mandatu Trumpa in mislim, da se kot posledica te vojne proti Iranu in boja Izraela proti Hezbolahu ta proces samo še krepi. V arabskem svetu je vedno več ljudi, ki morda ne ljubijo Izrael. Morda se ne bodo imenovali sionisti. Morda čutijo solidarnost s Palestinci, ker so to njihovi sobratje po veri in so Arabci in tako naprej. A na koncu razumejo, da je Izrael regionalna sila. Spoštujejo Izrael in razumejo, da je dobro imeti mirovni sporazum z Izraelom. Dobro je živeti v Izraelu z dobrimi sosedskimi odnosi. Vedno več ljudi v Libanonu si to želi. Tudi Sirci govorijo o sklenitvi dogovora, neke vrste dogovora z Izraelom. In mislim, da smo priča, če uporabim izraz Šimona Pereza, na mnoge načine novemu Bližnjemu vzhodu. Novemu Bližnjemu vzhodu, ki temelji na sodelovanju Arabcev in Izraelcev, ker je to v našem skupnem interesu. In mislim, da smo videli, resnica je, Ruti, kot si rekla, želiš, da ta režim pade čim prej. Nisem prepričan, da bo hitro padel. Morda bo trajalo več časa, rad bi, da pade, kot sem že rekel, vendar bi lahko trajalo dlje. Ampak eno od pozitivnih stvari, če ne pade, je, da dokler arabske države vidijo Iran kot grožnjo, jih to bolj spodbuja k temu, da sklenejo mir z Izraelom. Zakaj Libanonci vedno več govorijo z Izraelom? Ker želijo, da jim nekdo pomaga rešiti njihov problem s Hezbolahom. In zato mislim, da bo ta proces arabsko-izraelskega spravljanja vedno močnejši.
Palestinci bodo od svojih arabskih bratov dobili le prazne obljube. O, zagotovo, se popolnoma strinjam. Čeprav bi rada povedala, da želim izpostaviti dve stvari. Prva stvar je, da vsakič, ko govoriš o tem, rečeš nekaj v smislu, no, ni tako, da bi te države postajale cionistične ali da bi imele rade Izrael ali Jude. Veš, kaj je pri tem ironično? Zahod je tisti, ki zdaj sovraži Izrael. Zahod se obrača proti Judom. Antisemitizem se širi povsod. Spet ironija spremembe svetovnega reda. To je prva stvar. Torej, ti sploh ni treba reči, da ne gre za to, da bi nenadoma vzljubili Izrael. Ja, rada bi videla Britanijo in Francijo ter vse te druge države. Veš, moram ti povedati, glede na to, kakšni so zavezniki, takega zavezništva ne potrebujemo, prav? Raje bi imela zavezništvo z arabskimi državami, ki dejansko, kot si rekla, spoštujejo našo moč. Kar me pripelje do tega, kar si rekla o Šimonu Perezu in njegovem novem Bližnjem vzhodu. Verjel je v tisto lažno idejo novega Bližnjega vzhoda, ampak mir kar povsod izbruhne. Takšen mir je pristen, če temelji na miru skozi moč in interese, kot si rekla, in ne neka vrsta mirovnega sporazuma iz dežele sanj. Veš, ker vsakič, ko je nekdo kot Šimon Perez izrekel besedo mir, si se moral skloniti pred raketami in samomorilskimi napadi, ki so prihajali nate. In vse, kar pravim zdaj je, da če imamo nova zavezništva z arabskimi državami in so ta močnejša kot tista z Evropo, naj bo tako. To je škoda, prav? Ker bo Evropa videla, da jo bodo njeno vedenje in njene politike zdaj pripeljale do propada. Pravimo, da bo režim v Iranu padel. Evropa bo umrla, če bo nadaljevala svojo grozno politiko, tako glede priseljevanja, popuščanja terorizmu, kot napadov na Izrael. Videli bodo, kaj se je zgodilo z njihovimi družbami. In zato mi je v redu, če imamo mir z močjo z našimi arabskimi sosedi. Da. Ker ste omenili Evropo in je bil včeraj v Izraelu Jom HaShoah, dan spomina na holokaust. Po hebrejskem koledarju. Morda bom zadnji 2 minuti, ker se bližamo koncu naše oddaje, namenil pogovoru o Jom HaShoah. In Izrael se sooča z izzivi, da in vojna z Iranom še ni končana. Boj v Libanonu, izraelski vojaki v akciji v Gazi. V Siriji imamo Izraelce, soočamo se s številnimi grožnjami. A danes ni dvoma, da je Izrael vodilna regionalna sila na Bližnjem vzhodu. In imamo najtesnejšega prijatelja na svetu, Združene države Amerike, ki so regionalna velesila, svetovna velesila. Zakaj to pravim? Mislim, da sem že enkrat prej v tej oddaji povedal, da se je moj oče rodil v Magdeburgu v Nemčiji leta 1931. In kakšen je bil tam svet za Jude? Da, bili smo žrtve, bili smo brez državljanstva, bili smo preganjani, pretrpeli smo genocid. Njegova generacija Judov je doživela grozote holokausta. Kje smo danes z vsemi našimi težavami? Tega nikoli ne smemo pozabiti. Judovsko ljudstvo ni več brez države. Judovsko ljudstvo ni več nemočno. In kar je najpomembneje, judovsko ljudstvo ni več brez obrambe. Lahko se branimo pred tistimi, ki nam želijo škodovati. In tega nikoli ne smemo pozabiti. Jom HaShoah je namenjen spominu na 6 milijonov umorjenih. A gre tudi za to, da se spomnimo, da smo bili nekoč narod, ki se ni mogel zaščititi. Cionizem, cionistična revolucija in ustanovitev države Izrael so Judom dali moč, ki jo imajo vse druge države. Suverenost in sposobnost zaščititi svoj narod. In dejstvo, da obstaja ena država na svetu, ki pravi, da smo judovska država in da bomo dali prednost zaščiti judovskega naroda, je velika sprememba, pozitivna sprememba in nekaj, na kar smo lahko vsi zelo ponosni. O tem ni dvoma. In žal je bilo veliko Izraelcev 7. oktobra 2023 tako traumatiziranih, da so občutili, wow, rekli smo, nikoli več, pa smo bili skoraj spet tam. Prav. Vendar, kot ste poudarili, smo to hitro premagali z bojem. Nismo podlegli tej grožnji. Torej ja, to je pomembna lekcija, popolnoma se strinjam z vami.
In preden zaključimo, bi rada prosila gledalce, če vam je bila naša vsebina všeč, prosim všečkajte, se naročite in se nam pridružite tudi naslednjič. Se vidimo naslednji teden, Rut.